Poštenih in zanesljivih posrednikov je težko najti, še posebej na svetovnem prizorišču. Ko je Pakistan v začetku aprila prevzel pobudo in začel prenašati sporočila med ZDA in Iranom, so njegove dolgoletne vezi z Washingtonom in Teheranom pomagale, da so ga obe strani videli kot nevtralnega in sprejemljivega posrednika. Pakistan je bil odličen, bili so res dobri. Islamabad, Ali, morda grem. Ker bo dogovor podpisan v Islamabadu, morda grem. Feldmaršal je bil odličen, predsednik vlade je bil v Pakistanu, res odličen. Čeprav odnosi med ZDA in Pakistanom niso bili vedno gladki, so se v drugem Trumpovem mandatu precej izboljšali. Septembra je bil pakistanski načelnik generalštaba, general Asim Munir, skupaj s predsednikom vlade Šehbazom Šarifom povabljen v Belo hišo na kosilo s Trumpom, kar je bilo prvič, da je ameriški predsednik gostil vojaškega voditelja, ki ni vodja države, na tako visoki ravni. Kar zadeva Iran, so s Pakistanom ohranjali dobre odnose že desetletja, pri čemer je bil Iran prva država, ki je priznala neodvisnost Pakistana, kjer živi druga največja šiitska populacija na svetu, takoj za Iranom. In glede na to, da v Pakistanu ni ameriških vojaških baz, je Pakistan služil kot zanesljiv in stabilen kanal za izmenjavo sporočil med Teheranom in Washingtonom. Pakistan je igral pomembno posredniško vlogo v pogajanjih med Iranom in Združenimi državami. Za Iran je nujno, da se posvetuje z našim prijateljem Pakistanom, da pregleda najnovejšo situacijo. Proaktivno prizadevanje Islamabada za prekinitev ognja in gostitev pogovorov je na koncu privedlo do začasne prekinitve ognja, kar mu je prineslo podobo ključnega posrednika v odločilnem trenutku. Toda ali je Pakistan res verodostojen posrednik? Medtem ko je Pakistan v začetku aprila zagotovil krhko prekinitev ognja med Teheranom in Washingtonom, je tiho dovolil iranskim vojaškim letalom parkiranje na letalski bazi Nurhan blizu Islamabada, s čimer jih je morda zaščitil pred ameriškimi zračnimi napadi, poroča CBS News. Islamabad je poročilo zanikal in izjavil, da iranska letala, ki so trenutno parkirana v Pakistanu, nimajo nobene povezave z vojaškimi nameni, ter dodal, da ostajajo nepristranski in konstruktivni posrednik. Ameriški senator in tesni zaveznik Trumpa, Lindsey Graham, je pozval k ponovni oceni posredniške vloge Pakistana, če so poročanja točna, in dejal: glede na nekatere prejšnje izjave pakistanskih obrambnih uradnikov v Izraelu, me ne bi presenetilo, če bi to držalo. Graham se je skliceval na tweet pakistanskega obrambnega ministra Khawaja Asifa, ki je prejšnji mesec povzročil ogorčenje, potem ko je objavil, da je Izrael zlo in prekletstvo za človeštvo. Dodal je, da upa, da bodo tisti, ki so ustvarili to rakasto državo, goreli v peklu. Asif je objavo izbrisal po burnem odzivu javnosti. Ostaja popolnoma zavezan svojim poštenim in iskrenim prizadevanjem za krepitev regionalnega miru in varnosti. Predsednik Pezeškian pa se je zahvalil predsedniku vlade in feldmaršalu za močno zavezanost Pakistana uspehu naših prizadevanj za mir. Hkrati pa je potrdil, da bodo odnosi med Pakistanom in Iranom v prihodnje še naprej krepili. Pakistan ne bi bil prva država, ki bi uporabila svoje tesne vezi z ZDA kot del svoje dvojne igre. Tudi Katar je igral vlogo posrednika med Izraelom in Hamasom, hkrati pa gostil vodstvo Hamasa in financiral njegovo vojaško krilo. Opomnik, da ni mogoče zaupati vsaki državi, ki ponudi posredovanje.